Že tukaj Valentin, ura je 7:30. Danes bom govoril o bolečinah fizičnega telesa. Običajno smo več ali manj brez bolečin, potem pa občasno začutimo kakšno bolečino fizičnega telesa. Lahko je to zaradi kakšne poškodbe, izvina, zobobol, glavobol. Skratka, samo v redkih izjemnih trenutkih začutimo bolečino fizičnega telesa. S to bolečino naj bi nas telo opozarjalo, da nekaj ni v redu, da moramo nekaj spremeniti v svojem življenju. In že na osnovi teh bolečin običajno ljudje reagiramo tako, da se ne začnemo spraševati o vzroku za bolečino, temveč želimo samo bolečino odpraviti. In zato obstajajo razna zdravila, kot so aspirin, razna pomirjevala, protibolečinske tablete in podobno. No, realnost je pa taka, da mi v bistvu ne čutimo niti malce ne, kaj se dejansko dogaja v našem fizičnem telesu. Ne zaznavamo notranjih procesov, komaj da lahko obvladujemo in se zavedamo svojega dihanja, kaj šele, da bi se zavedali utripanja svojega srca. Nikakor pa ne moremo komunicirati z našimi notranjimi organi, se zavedati vsake celice svojega telesa in kaj se dejansko dogaja v našem fizičnem telesu. In takšno stanje je posledica naše ujetosti v umu, ker oziroma umsko-zavestni sistem nas drži v ločenosti od zavedanja našega fizičnega telesa. Ustvarja neke vrste filter, neko vrste izolacijo, zaradi katere mi ne zaznavamo našega fizičnega telesa. In to predvsem zato, ker umsko-zavestni sistem je parazitski simbiotski sistem, ki črpa življenjsko silo iz našega fizičnega telesa, zato da bi zgeneriral energijo za svoj obstoj. Je kot pijavka, ki je prisesan na fizično tkivo našega telesa, na vsako vlakno mišice in posledično zaradi tega energetskega pitja je naše fizično telo stalno v bolečini. Naše fizično telo stalno čuti bolečino zaradi tega, ker dopuščamo, da nam umsko-zavestni sistem srka življenjsko silo iz fizičnega telesa. In ko se postopoma osvobajamo od uma, vse bolj začnemo čutiti te bolečine in to je sestavni del tega procesa samospoznavanja, višanja zavedanja oziroma širjenje zavedanja. In o tem govorijo tudi mnogi ljudje, ki so dosegli to stopnjo, in to vsekakor ni prijetno. Ampak to je posledica našega dopuščanja, bivanja v ločenosti od fizične realnosti in zato fizična realnost, vključno z našim fizičnim telesom, trpi. Šele ko bomo odstranili ta energetski sistem,
umsko-zavestnega sistema, potem bomo lahko harmonizirali svoj obstoj z materijo, z svojim fizičnim telesom in potem bomo lahko živeli z njim v harmoniji in sožitju in tudi posledično brez bolečin. Ampak na žalost so bolečine potrebne, zato da nas sedaj bolečine učijo, kako zatiramo življenje organizma, našega fizičnega telesa, ki je samostojno živo bitje, ki je izjemno kompleksno, ki ima svoje zavedanje, in kaj so posledice tega našega ignorantskega odnosa do njega. Bolj, ko bomo torej napredovali na tej poti, hitreje, ko se bomo osvobodili od uma, bolje bo potem in za nas, in za naše fizično telo, in za celotno stvarstvo na tem planetu. Tako da vam predlagam, da čim bolj intenzivno delate postopek osvobajanja od uma, da bomo lahko ustvarjali bolj harmoničen, enakovreden odnos do vsega, kar obstaja. Nasvidenje.